Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Skupaj bomo skušali ugotoviti, zakaj dolivanje goriva ne deluje. Pred nekaj dnevi sem napravil prispevek o mitu dolivanja goriva v Formuli 1. Tam smo sicer nasplošno obdelali tiste glavne vidike, ampak nekoga izmed vas je zanimalo, zakaj prav v tem obdobju dolivanja goriva v Formuli 1 je bilo prehitevanj manj, kot seveda v kasnejših, ko dolivanja ni bilo več in seveda je prišel v veljavo tako osovražen sistem DRS. Seveda o sistemu DRS in njegovi uporabnosti se bomo pogovarjali kdaj drugič. Danes bomo skušali ugotoviti, zakaj je prav dolivanje goriva tisti faktor, ki je zmanjšal povprečno število prehitevanj na dirko. In na koncu si bomo še na kratko pogledali, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Madžarske leta 1998, tisti dirki, kjer je Michael Schumacher zmagal prav z postankom več v primerjavi s svojimi nasprotniki. In kako je to povezano s tistim prvim prispevkom, kjer sem navedel podoben primer? A začnimo na začetku. Zakaj dolivanje goriva ne deluje v tistem primeru, ko hočemo imeti več prehitevanj? Kot običajno si bomo pomagali z maketami, da bodo zadeve malce bolj poenostavljene, malce bolj jasne. Kot ponavadi ne smemo mimo dejstva, da pri prehitevanju tisti, ki je spredaj, mora biti počasnejši od onega, ki je zadaj. In mnogokrat v raznih sestavkih lahko pridemo do rahlo kaotičnih situacij, ko tako imenovani undercut ali pa overcut pripisujejo onemu spredaj. Undercut ali overcut lahko poizkusi samo oni zadaj, oni, ki prehiteva. In undercut ali predčasen postanek je ena izmed taktik, ki najbolje deluje. Voznik, ki je zadaj, se ustavi krog 2 ali 3 pred tistim, ki je vodilni in svežim setom pnevmatik napravi toliko boljše čase na krog, toliko boljši ritem, da ga seveda po postanku prvega enostavno prehiti, ker je bil tistih pomembnih nekaj krogov, lahko bi dejali tistih ključnih nekaj krogov na progi hitrejši. Ampak to velja danes v današnji Formuli 1. Mnogokrat se pozabi na neko bistveno dejstvo, na maso bolida. Sedaj poglejmo si podobno situacijo, ampak vključimo v zgodbo še dolivanje goriva. Voznik, ki je zadaj, se ustavi pred svojim nasprotnikom. Seveda zamenja kolesa s svežim setom pnevmatik, ampak dotoči gorivo. Torej, ko se vrne na progo, ima res boljši set pnevmatik, ampak ima tudi višjo maso. In prav zaradi tega ne more ustvariti tiste razlike, o kateri smo govorili pred tem. In to je eden izmed glavnih faktorjev, ki bi ga lahko poudarili, zakaj pri dolivanju goriva vidimo manj prehitevanj. Če odvzamemo še možnost menjave koles s svežimi pnevmatikami, pridemo do tistega rezultata, ko prehitevanj skorajda ni. In to nam je pokazala tabela, ki je nisem računal jaz, da smo si na jasnem, ampak nekako potrjuje ta dejstva.
Torej, dolivanje goriva, kot smo videli, v resnici nima, vsaj kar se tiče samega prehitevanja, tiste dodane vrednosti, ki jo mnogi navdušenci nekako pripisujejo. Ampak verjamem, mnogi bi radi sedaj v tem trenutku citirali veliko nagrado Madžarske leta 1998, ko je Michael Schumacher zmagal, kljub temu, da je imel en postanek več. In to je argument, ki ga lahko marsikdo navaja. Ampak zavedati se moramo, da tista zmaga Michaela Schumacherja je bila res plod boljše strategije strani skuderije Ferrari, ampak tudi spleta okoliščin. Treba je poudariti, da takrat so v nekakšnem posplošenem smislu vsi dirko za veliko nagrado Madžarske si zamislili z dvema postankoma. Torej, dirko so razdelili na 3 dele, kar bi danes pomenilo 3 sprinte zaporedoma. Ampak pri skuderiji Ferrari že na kvalifikacijah so bili počasnejši od tistega, kar je pokazal McLaren. In tvegali so. Tvegali so z 3. postankom, torej so dirko razdelili na 4 dele. In tu je najprej treba poudariti nekaj, da pri tem so jim pomagali tudi pri McLarenu. Pri McLarenu seveda so imeli strategijo z 2 postankoma, ampak prvič Mika Häkkinen kot tisti najhitrejši je imel težave, kajti počil mu je stabilizacijski drog na njegovem McLarenu in seveda ni bil sposoben držati ritma. Drugič, potrebovali so približno 6 krogov, da so Davea Coultharda spustili prek Miko Häkkinena. Počakali so malce preveč časa. In tretjič, na tistem drugem, zadnjem postanku pri Coulthardu so mu namestili premehke pnevmatike in mu natočili malce preveč goriva. Ampak kljub vsemu, če primerjamo Ferrari Michaela Schumacherja in McLaren Davea Coultharda, tam med približno 52. in 61. krogom dirke lahko zagotovo trdimo nekaj. Da je imel Ferrari približno 30 kg manj goriva. In to se lahko odrazi na progi v Hungaroringu na približno sekundo in desetinko na krog. In drugič, Dave Coulthard s tem, ko je imel mehkejšo pnevmatiko, je težje držal ritem, mehkejša kot je pnevmatika, na nižji delovni temperaturi daje oprijem in se prej pregreje. Michael Schumacher je dobesedno zaporedno napravil 9 kvalifikacijskih krogov. In na vaših ekranih vidite lahko razliko v že prej citiranem obdobju med tistim, kar je pokazal Schumacher in onim, kar je pokazal Coulthard. Coulthard seveda je imel višjo maso in po drugi strani je imel neprimerno pnevmatiko za odgovor Michaelu Schumacherju. A razlika na krog v povprečju je bila nekje sekunda in 8 desetink. Torej, lahko bi dejali, da je Michael Schumacher bil v danem trenutku 7 desetink hitrejši od Coultharda. In tu je seveda tisto, kar je pripeljalo na koncu do zmage. Tveganje z drzno strategijo pri skuderiji Ferrari in po drugi strani nerodnost pri McLarenu. V 62. krogu se je Michael Schumacher ustavil za svoj 3. postanek, ampak imel je dovolj visoko prednost, da na koncu je seveda svežim setom pnevmatik napravil razliko, ki je bila malce manjša od 10 sekund. Primer, ki je na las podoben tistemu, o katerem smo govorili, namreč Juan Manuel Fangio leta 1957 na veliki nagradi Nemčije,
bil v podobni situaciji. Tudi on je takrat odvozil serijo hitrih zaporednih krogov, ki so ga na koncu pripeljali do zmage. Ampak v primeru Madžarske leta 1998 ne smemo izključiti nerodnosti Meklarna. Ukolikor bi stvari opravili tako, kot je treba, ni nujno, da bi se tveganje Ferrarija na koncu pokazalo kot zmagovalna opcija. A o tem lahko diskutiramo, v glavnem povzemam tisto, kar so napisali analitiki na uradni spletni strani Formule 1. Da ne bo kdo mislil, da hočem nekako zmanjšati pomen zmage Michaela Schumacherja oziroma nekako potisniti ob stran eno izmed izjemno lepih dirk v zgodovini Formule 1. Tako, vidimo, da dolivanje goriva med samo dirko lahko ima precej negativne vplive, predvsem na samo prehitevanje. In upam, da sem s tem nazornim primerom tudi dokazal, zakaj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.